Danes pa obiščemo knjižnico Medvode, kjer nas čaka naša sovoditeljica Maša in direktor knjižnice Igor Podbrežnik. Dober dan, dobro jutro, se slišimo, smo na vezi? Se slišimo, super. Vse in smo. Odlično. Ja, veliko čudovitega sta že povedala o knjižnicah, z mano je pa tukaj, kot rečeno, Igor Podbrežnik, direktor knjižnice Medvode. Gospod Podbrežnik, zdaj ste bili zaprti, ne? In zdaj po kar nekaj časa lahko spet svoje poslanstvo knjižnice izpolnjujejo, kar vas najbrž veseli. Kako ste pa preživeli ta čas zaprtja, izolacije? Sej, mi nismo bili čisto zaprti, mi smo pravzaprav... Samo fizično? Fizično smo bili zaprti, mi smo že od samega začetka v sodelovanju s civilno zaščito občine Medvode omogočali torej ljudem doma, da so dobili knjige, pač pod pogoji, ki so bili takrat mogoči. Takoj potem, ko je bilo mogoče celo pripraviti izposojevališče brezstično, smo tudi to uredili, tako da praktično že nekje od začetka aprila smo nudili ljudem pač to duhovno oporo. Se mi je zdelo, kot da je knjižnica en majhen otok normalnosti v tistem podivjanem svetu, ki je takrat bil. Mi se moramo zavedati, da pravzaprav nihče od nas ni natančno vedel, kaj se bo še z nami lahko zgodilo. In takole moji sodelavci so pač, tudi vsi so bili, večina se jih je javilo za prostovoljce v civilni zaščiti. Nekateri so celo sodelovali v tej akciji, ko so starejšim občanom se nosilo na dom in tako da naša knjižnica je živela. Tako da zdaj, ko so se končno na Ministrstvu za kulturo odločili, da se knjižnice počasi odpirajo, pravzaprav je za nas to pomenilo samo še dodatno spodbudo, da še več ljudi dejansko to storitev nudi. Vsi si jo pa še vedno ne želijo, ker še vedno obstoja nek strah, da bi morda bile knjige okužene ali kakorkoli drugače. No in v tem smislu je potem tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje pač pripravil eno tako zelo obširno navodilo in znotraj tega navodila je tudi karantena za knjige. Žal midva zdaj v tem trenutku se to ne morava iti ogledati, ampak ne vem, mogoče so nekoliko pretiravali, namreč knjige naj bi zdaj stale 7 dni, ko se vrnejo in praktično mi zdaj tudi, če bi lahko, čitalnice ne moremo odpreti, ker je polna knjig, ki čakajo na tistih 7 dni, da bi bile bolj razkužene. Zdaj, koliko je na tem res, ne vem. Jaz spremljam tudi tujo literaturo in so različni avtorji in različne države na te stvari različno gledajo, tako da, ne vem, pač mi smo vedno najbolj papeški od papeža, bolj papeški od papeža. Tako. Ampak ni kaj pravil, mislim, tem držimo se tega, ja, sledimo. In kje pričakujete v bistvu največ težav? Najbrž ravno pri tem, ja, te težave so predvsem v glavah še vedno. Jaz mislim pa tako, da s sproščanjem teh ukrepov bomo počasi prišli na neko bolj tekoče obratovanje, ampak zdaj je najbolj bistveno to, da vsaki knjige želi, si na način, kot smo mi pripravili, torej pokliče, piše ali pa preko sistema Moja knjižnica naroči, mi pripravimo in tamle v unem vhodu je varno mesto, kodar ta knjiga je. Mi smo zdaj celo naredili dežurstvo od 9 do 19. Aha, je kar odkar je minister rekel, da lahko knjižnico odpremo, smo šli od 9 do 3, smo šli zdaj od 9 pa do 19. ure. Se pravi, v bistvu na tak način že bolj odpiramo. Je pa težava seveda v tem, da smo mogli odpovedati vse prireditve, to je normalno, in kdaj bodo spet te prireditve možne v nekem takem okviru, ne vemo. Je pa tako, da je naša knjižnica pridobila zdaj krasno urejen vrt in morda bojo prve prireditve ravno na vrtu, ki je res krasen. In sicer ta vrt je bil pravzaprav narejen v
povezavi z 100. obletnico rojstva Branislave Sušnik, antropologinje. Tukaj v knjižnici bi morala biti tudi razstava, torej konec marca meseca, žal je ni bilo. Je pa ta razstava bila potem virtualna. No, odlično. Vse se je zdaj preselilo na splet. Kdor se je želel to ogledati, se še vedno lahko gleda. Tako da zelo velik poudarek dajemo zdaj tudi na reklamiranje elektronskih knjig. Tukaj moram reči, da se je zelo povečalo. Ja, mislim, v našem primeru je praktično, če gledamo mesec na mesec, se je praktično 500-krat večja izposoja je bila v aprilu mesecu kot lani v istem času. Za elektronske knjige, ampak to je še vedno zelo majhen segment. Elektronske knjige nikoli ne bodo zmagale nad klasičnimi knjigami. Seveda, je nek drug občutek, ko imamo fizično knjigo v roki. Ja, je. Veste, je drugače, Je drugače. Tako da na tem delamo in tisto, kar v naši knjižnici zelo veliko delamo, je pa, da naša pravljičarka, gospa Mirjam Slanovec, praktično skoraj vsak drug dan doma, v domačem studiu, pripravi, ne bere, ona je igralka, ona pripoveduje. In na naši Facebook strani si lahko, in pa na naši spletni strani, pa na YouTube kanalu od Knjižnice Medvode, vse to imamo. In si lahko ogledajo to. Lahko poslušajo, gledajo in tako naprej. Ja, odlično, res imate bogato ponudbo. Lepo, da ste tudi v teh časih se zelo hitro in učinkovito prilagodili in upam, da boste uspešno se prilagodili tudi tem zdaj navodilom, ki ste jih dobili in da bo kmalu spet vse po normalnem. Hvala vam za vaš čas. Se bom poslovila zdaj od vas in od vseh gostov tukaj v Medvodah, res je bilo zanimivo. Jaz se bom morda javila še kaj sama, do takrat pa se gledamo in gremo v oglase.